Ja, bil je cel vesel, ko je prišel in sem ga vprašal pred, kaj je bilo, zaradi česa si not, prav on zaradi goljufije. In me tako gleda in vidim mu po očeh, da laže. In pravim jaz njemu, koliko je bila stara, ne. In on tako mene gleda in pogoltne tisti smok. Pa mislim, koliko je bila stara. Pa prav on 14. Mislim, da je rekel 14 ali 13. Vem, da je bila pod 15. 13 ali 14. Sem rekel, ja. Sem rekel, tako. Prav, ja, ampak saj jaz nisem silil v njo, prav. Moja bivša draga. Da, veš, ko je rekel. Ona je sama hotela. Sem rekel, ona je sama hotela. 13-14 let stara punca je sama hotela in ti, matori od 45 let, si se ob tem napalil, pička ti materne, nisi mogel reči, punca, otrok si še premlada, si moraš odrastati, boš najdla sebe nekomu. Nisi mogel dati na sveta, ti si izkoristil Znači, da bi to bilo res. Ena 13-14 let stara punca hoče od enega starejšega, to ti nisi bil toliko normalen, ti si se vzburil ob tem in ti si imel z njo spolne odnose. Pička ti mater. Kje je? Ne vem, ne spomnim se. In pa je bilo samo tako, ok, žonta, zdaj glede na to, da si nov, ne, da imamo tako pravilnik, da unka prije nov pač prvi teden puca in si ti zdaj na vrsti za čiščenje, ne. In je bila ta scena, da sem mu dal ščetkico za zobe in rekel, zdaj greš pa generalko narediti kopalnice WC-ja in vse fuge spucati, čistila mu da vse in je pač cel dan preživel po kopalnici, drgnil tiste fuge, tisto školjko, rekel sem, celo školjko zdrgan, da bo kanova vse in one pisoarje in vse. To je bil pač ta dobrodošlica, ne. To je bil njegov sprejem. In pol so mu pa te eni moji sobe, so mu vse njegove stvari dal, kaj je šel on jest ali ven na sprehod. So vzeli njegove stvari, mu dal po tuš, odprl tuš in vse stvari zmoča, da ni imel suhih stvari za obleči. Se pravi, vse je bilo mokro. Polil mu cel jogi pa polšter z vodo, da je pač imel moker polšter, moker jogi. V glavnem in tako je mogel spati na mokrem. Že prvo noč je bilo tako, da ni mogel zaspati. In čim je zaspal, so že letele stvari vanga, konzerve, vse živo, una trda mila, vsem živim smo ga cilali. In ko si pač ugasnil luči, ko so bile ugasnjene luči v sobi, pač zaprte tiste ruletne dansko, nisi videl nič noter, je bila čista tema. In res ni tudi vedel več, iz kje leti in sam bilo je au, ne. Ja, in to je bila prva noč. Drug dan je že pojamral zjutraj, da ima težave, da mu delamo probleme, da on tako ne more zdržati in da bo on zahteval osebno varovanje v zaporu. Da bo pač, da hoče, da se mu omogoči osebno zavarovanje, da bo on plačal in da pač on ne bo si dovolil tega, da se to dogaja. V glavnem itak so se mu nasmejali, prosili nas, da se pač umirimo in da pač naj nehamo s tem in da naj zdržimo. In jaz spomnim, da sem takrat rekel, ko je vodja prišel, ko je rekel, prosim vas, fantje, zdržite do petka, bil je ponedeljek ali torek, se ne vem kjer dan, prav zdržite do petka, prav in ga bomo premaknili drugam, ne. Obljubite, da boste zdržali do petka z njim, ne. In jaz sem pač prvi rekel, da ja, da mi bomo 100% z njim zdržali do petka. Ampak sem si vse mislil vprašanje, če bo on z nami zdržal do petka, ne. To je bila tista besedna igra. In ja, naslednjo noč je že bilo, mislim, da je 2 ali 3 noči zdržal. Pa je pa bilo še fizičnega nasilja ful. In res je bilo maltretirano, napolhan, tako da to zadnjo noč, ko je pač bil še z nami tam, je bil cel polšter krvav, vse je bilo krvav, on je bil cel krvav, omotičen cel, zgubil neki krvi, da ni mogel niti do WC-ja normalno prijeti. In tako, jaz iskreno, če pomislim, nisem imel slabe vesti niti malo.
Hvala Bogu. Niti ne vem, zakaj bi mogel imeti za takega človeka, iskreno. V glavnem, pa ko smo se zbudili zjutraj, ko so ga videli kašan je, ko je videl paznik kašan je, ga je poklical dol in povedal je, da je videl, iz kje približno prihajajo te, ki so ga tepali in je pokazal na mojo poslo, pa še na 2. In so nas lepo spakirali nas v kazenski blok, v izolacijo in njega pa tja gor v bolniško sobo, ker je pač mogel iti na pregled pa na slikanje po mojem, tako, ker je imel marsikaj na glavi. In tam smo pol bili 2 meseca kazensko, tako da, ko smo žonta maltretirali, sem jaz pač v sobi, takoj zraven njegove posle na vhodu, ker on je bil prva posla v vhodu v sobo, je bil domofon in na tismu domofonu so bili šravki, križni, mejhni, ki jih pač odpreš in prek tega domofona si pač pozvonil in je paznik prišel gor. To je vsaka soba mogla imeti. In sem vzel pilco za nohte od enega in je bila lih prav špičasta, da sem lahko zataknil noter v ta križen vijak, ga odšravfil, vse 3 ali 4, koliko jih je bilo, odprl domofon, čez dan že, odklopil zadnji konektor, zaprl, ker sem pač vedel, tisto noč ga bomo maltretirali in da ne imel možnosti zvon, da ne mogel. In tisto noč, ko smo ga pač maltretirali, to je bilo toliko enega dretja, da pršiča kolješ. In vem, da so slišali tisti nad nami, pa tisti pod nami in verjamem, da so tudi pazniki v noč slišali, ampak očitno je bila tako dobra izmena, da so vedeli, kaj se dogaja in koga in so enostavno pač se delali, da ne slišijo in zato smo lahko celo noč pol to počeli. V glavnem mislim, da je to za njega bila dosti traumatična izkušnja. Jaz upam, da žonta, da zdaj, ko je v zuni, da noben otrok in nobena mladoletna punca ni na kakršen koli način več oškodovana z njegove strani oziroma zlorabljena.